In evo nas na novemu potovanju, spet gremo nekam, zaradi tega, ker doma nam ni fajn, ne lažem, hecam se. Doma je super, ampak treba raziskovati svet, ne? Jaz sem malo stavil, a si ti pomislil, s kakšno majico ti greš na letališče? Stari, niti začel še nisem vloga, ti mi že tule z majico. Ja, Banger piše, gor vem, ampak to so neke nove majice, ja. O tem bomo več povedali kasneje, ne bomo že takoj delali plaga za mrč. Gremo na... Kam gremo? Na Malto gremo, tako da pogledali si mu en super vlogič, tako da brez odlašanja gremo kar na letalo. Rekel se fila fon, stari, jaz Še kaj da videl to, jaz bicikl, gle, charging, brežično polnjenje. Samo verjetno moram malo bolj gori. 90-vatno polnjenje. Pilot je šel tam dol nekaj teče. Polko si pa na eni točki biznis že skoraj, a ne, pa si v prvi vrsti. Ekstra legroom varianta. Banger. Ponovadi na vsakmu airportu lapamo o ne vem čem, smo razen tega, da smo zdaj sedeli v prvi vrsti vse skupaj spustili in čakamo na avto, zaradi tega, ker tule ima pa avto posebnost. Tako kot v Angliji se vozimo na levi strani, kar pomeni, da moram jaz voziti volan, ki je na desni strani, kar pomeni, da bom imel veliko težav. You want me to come pick it up from here or you leave it at the garage? Where's the garage? Not Tarde. Around 10 minutes away from here. We can live in the garage. Okay. We'll be there a couple hours early, so... Dobar dan, gospod. Dobar dan, o mater, stari. On je trdla, da ti je ful nekaj velik, koliko je gas je na desni, to je važno. A je? On da ti je ful velik, ima zid slega v Bosni nazaj. A drugače je ono ženska vozila? Sam res? Ja. What the hell? Zdaj menjalnik, da pokažemo. Menjalnik je tako kot pri nas, sam pač volan je na drugi strani, ne? I'm a semi-professional race car driver, mislim, da bo to šlo. Bo? Ja, zid si bom mogel tek nastaviti, da bom res imel tudi fajn. Ne, ni že crkno, sam to je benzinar. Jaz ne znam voziti benzinar. Zakaj nisem avtomatika vzel? Drugače sem imela šanso, sam 20 € več bi dala vse skupaj. Crazy! Stari, vozim, kot da prvič vozim avto, tako vozim. A je prehitevalni pas na desni pol? Kolikor zdaj vidim, če bus pele po levi, pol moram jaz tudi po levi, ker tam je prehitevalni pas. Ampak zdaj je v redu, ura je zvečer, noben ga ni na cesti, zdaj misli, ko bo gužva. Kde idemo? Mene res bolj muči to, da je benzinar, ko pa to, da moram na desni voziti pa po levi. Pa dobro to, da nimam špegla funkcionalnega. Zdaj smo prišli v apartma, čakamo, da ga zrihta, zaradi tega, ker jaz sem vzel kar tule en envelop, ki je tako pisalo na vodilih in sem skoraj v apartma. Zdaj pa čakamo stričko, da se vrne, da nama pove, kje imamo dejansko apartma, ker une kuverte z mojim imenom ni bilo to gor. Evo, naslednje jutro, uradnega room tura še sploh nisem naredil, tako da na hitrco ful velik apartment odmeva kot pes, ker je pač 70 kvadratov. Noter je pa samo ono kopalnica, pa imaš kuhno / dnevno sobo in tule na zadnji strani še spalnica, of course, ki jo bomo šla zdaj pospraviti, don't ask. Potem imaš pa še okno z razgledom eno garažo, nič kaj posebnega. Tako da danes v prvem uradnem dnevu, ker včerajšnjega večera sploh nismo štela kot to, pa gremo v glavno mesto Malte, v Valeto, si malo pogledati njihove znamenitosti. In še eno zanimivost vam bomo tekom tega videa pokazali. Zdaj pa da te velike novice iz tega vloga ne bomo gatekeepali čist do konca, pa ne lahko pokažem. In sicer, pri Brasquadu sploh jaz pa Tom zelo veliko potujema, in smo rekli, da bomo točno zaradi tega naredili na Brasquadu nekaj povsem novega, nekaj epskega in sicer povsem nov dizajn majic in to so Brasquad Travel majice. Tom z zemljevidom, ne? Jaz imam kompas, čeprav ga ne rabim, jaz imam vse veš, kako pravijo na GeoGuessrju. Jaz imam kompas v glavi, ampak kaj veš. For the image, zraven še Denč in David raziskujeta, ampak to ni vse. Zdaj pa v smer pogled na to štango, da bom midva vedela, kje smo parkirala. Zdaj pa, ker to ni edina stvar, ok, nova majica, cool, imamo pa eno posebno ponudbo za vse, ki jih kupite zdaj v prvem tednu med 8. in 15. 16. majem, dobite zraven za ston še eno super stvar. In sicer povsem nove Brasquad Travel nalepke. In da mi da če pa to ni banger. Kje sem parkirala. Tako, bo šla ena nalepka direktno sem gor. Tagite na Instagramu. Ja, če kdo najde, lej. Mi bomo te nalepke basically limali povsod, kamor gremo potovati. Ja, en par sve jih vzela, no. En par, ja. Tako da imate možnost, da jih najde, pa Malta ni tako strašno davč. Tudi po Sloveniji bomo par nalimali, tako da če jo kjer najde, pa se slika zravno, lahko nas tega na Instagramu, bomo repostali, bomo naredili en fini shoutout. Zdaj pa gremo z novo travel majico in novimi travel nalepkami raziskovati Malto.
Zdaj na začetku si bomo pogledali najprej malo teh bolj kulturnih type znamenitosti oziroma sam center glavnega mesta. In zdaj smo že v prvem Independence Parku, ki so ga postavili, ko se je pač Malta osamosvojila od angleških kolonij in vsega tega, kar je tudi eden izmed razlogov verjetno, zakaj vozijo po levi in še kaj. In tule na koncu Independence Parka je tudi Independence Monument. Na koncu tega Independence Parka pa pridemo do ene izmed največjih znamenitosti v tem delu Malte, in sicer Tritonove fontane. 730 ton bronza, torej brona in konkreta, saj res ne znam slovensko. Torej 730 ton brona in betona v tole fontano, ki tule stoji že dobrih 65 let. Zatem pa prijemo do City Walla oziroma obzidja, kjer če pogledate dol je 20-metrski prepad, potem pa staro mesto Valeta, ki tule stoji menda že par tisoč let. Sliši si bomo pogledati tudi ene temple, ki so starejši od egipčanskih piramid, ampak to je pa pol tam not. Našli smo tudi Instagram spot, sicer ne za naju, ampak tule imajo nek srček, da se pari not slikajo, zadaj pa na štengah. Ja, igrati Minecraft Movie v malčščini. Ne, malteščini drugače, ampak ne, jaz ne bi. Sicer pa je Malta zanimiva zaradi tega, ker združuje nekaj arabskih teh zgodovinskih aspektov, pa nekaj rimskih, in ko to skupaj združiš, prije taka zanimiva zadeva. Bro, na Google Mapsu bomo. Let's go. Stari, čez 4 leta, ko bomo igrali GeoGuessr, bomo na Google Mapsih. Jaz si bom tole pinil na mapo, zato da vem, kje bom. Prav isko se bom na Malti, bom na Google Mapsu, ne se zabavati. Thank you. Zdaj pa, da se ustavimo še vmes od vsega sprehanja, bomo probali nekaj pristnega malteškega kuzina, in sicer pastrizi, kot to pesko. Pastrizi, to so taki malteški zavitki iz listnatega testa, kjer lahko imaš noter karkoli, od tune, piščanca, čiza, pol imaš lahko neki. Mislim, da najbolj tradicionalni so neki z grahom, sam tisti, ne vem, če bodo glih za naju. Ok, takole to zgleda. Tako bi tako zavitek naredil, v glavnem. Ok, testo, kot testo. Ni baš neki, torej sploh nisem še do chickena prišel. In finalno mnenje? Ko da bi jedel listnato testo štrudel, sem pač da zravno onega piščanca, ni glih baš neki, sem za probati. Koliko je bil? 2 evra. Ok. Ni bil tak strašno. Ajde, fight se, ajde. Škoda je edin, da jim fontana ne dela, ampak tule na vrhu ima en tak lep park, dejansko čist zraven Tritonove fontane, ki ga prej sploh nismo opazili in smo ga videli šele zdajle na poti nazaj. In tule imaš potem tudi ful dober razgled čez ta Valletta Bay na drugo stran. Zdaj pri arhitekturi se ful pozna vpliv Afrike, ker smo dosti blizu Tunizije in teh malo skoraj muslimanskih predelov, čeprav to je nek miks, med tistimi afriškimi, vsaj materiali, če bi rekel, in pa starorimskim stilom gradnje. In tule v starem delu Vallette se to najbolj pozna. Pol, če bi pa šli čez Bay, ker je to v bistvu tak en polotok na zgornji strani in pa za mano, tam se pa že tudi kaj moderne arhitekture pozna, kakšna stolpnica, kje zraste. Ampak mi je pa všeč, da vsaj ta stari del ohranjajo tak pristen, tako je bil že včasih in tako bi, po mojem mnenju, mogel ostati. Since the invention of the cannon in the 14th century, it was commonplace in many walled towns and castles for such means to be used to announce given moments of the day
to surrounding communities. Zdaj pa ofni vse vrate, ofni vse tole, noter ima 55 stopinj, ja, še prtlažnik, tako, ker vroče je ko pes. Zdaj gremo pa po hrano se iskati. K Denju. Kva ga ta dela? Efekt, da jaz obvladam te ceste, kar tak, stari moj, takle mal pogledam dol na Google Maps, pa točno vem v 6 izvozih, kam iti, pol mi doktor. Evo ga, Den je dal hrano, hamburgere, ki jih moramo zdaj sama doma speč, mislim 2-krat ceneje v bistvu. Pa še, itak zdaj ne moramo burgerov jesti, ker bomo šla v en mall jesti, ker je verjetno cenej. Zvečer, ko pa nimaš kam iti za jesti, pa 2 burgerja. Zdaj smo prišli v enega največjih shopping centrov na Malti in kakor voham znam imeti, da imajo tudi kino noter, ker voham kokice, a ja ne, kokice ima tu. Ok, ampak zdaj idemo iskati nekaj za jesti, tako da food court je ponovadi v najvišjem štuku, čeprav ga jaz ne vidim. Zgleda pa to kar cool. Tule zadaj na novo zidajo tudi stolpnice, tako da tale The Point, ko sem jaz gledal na Mapsih, sploh ni bil dostopen, ker ga je Google pač Maps ni posnel. In smo tako, no, a tu sploh imajo parking, in pa smo ugotovili, da imajo parking, ampak 5 štukov niže. Ker zdaj smo videli, da v 0 štuku, pa so še pa stolpnice na vrhu, cela tale shopping mall, oziroma trgovski center je pa v kleti praktično. V tem pointu smo šli v Špark, ki ga imajo tule, zdaj smo pa kupili eno maslo, zaradi tega, da ne bo tam spet zažgal svoj jajc, tako jih je dan zjutraj, ker nismo imela ola ali pa masla, da bi ga dala gor. Zdaj pa iščem, če dobimo, kje je hren. Ker midva tole snemamo na veliko noč, oziroma danes je sobota in veš, za veliko noč se spodobi imeti hren pa celo pojedino zjutraj, tako se šika. Sam jaz ga nikjer ne najdem, pač crazy. Drugač pa različen quality mikrofona med različnimi take, sem zaradi tega, ker včasih imam prižganega tega, včasih ne, tako da unlucky. Zdaj pa iz vidika ekonomičnosti. Imaš za €25 sol, 100 gramsko z grinderjem in vse. Pol imaš pa za 39 centov, kar je 4-krat ceneje, 400 gramsko, 4-krat več soli. Sem kjer bo požeral 400 gramov soli, daj mi to reči. Bo pustila za naslednje, ki prijo tja. Tako, glavnem, glej, 4-krat ceneje, 4-krat več, vzameš pač 400 gramsko, čeprav noben ne bo pojedel. Na trajektu do Gozota, to je drugi največji malteški otok, zraven je še Comino, ki ga bomo tudi ne glih prečkali, ampak šli mimo. Jaz nisem bil na trajektu, stari, že skoraj 15 let. 7 let se mi zdi, da sem bil na zadnje star, ko sem bil na enem izmed takih trajektov, tako da bo tole kar zanimivo. Čeprav bil sem pa na veliko ladjah že vmes, pa jet ski seveda. Mogoče se tega lotimo tudi še v tokratnem vlogu. Med tistimi skalami za mano tamle je pa Blue Lagoon na Cominotu, ena izmed najlepših takih, v bistvu najlepši naravni zaliv tule na Malti. Ej, voda od tule vidiš, da je turkizno modra. Zdaj, če bo slučajno šlo z jet ski tja, bi jaz rad šel. Samo ponovadi jet ski safari te tja pele, medtem ko sam ne moreš. Sem vesel, jaz bom zaklel, ker stričko mi je prednost vzel. A ja, v bistvu je bila tetka. Tetka, povejte, kjer vam je izpit prodal? Pardon. Zdaj bom to zapel, da bo zaklel. Fante, netko voziti, mi da sva profesionalca. Sem semi-professional race car driver. Ne se vse po omejitvah, ampak veš kaj, malteške ulice so bolj ozke, ano? Na Gozotu pa sem naju pripeljal do enega Ramla biča oziroma Ramla plaže, kjer si gremo zdaj pogledati. Menda je ena izmed najlepših na otoku, potem gremo pa še na en super fotospot, ki je nad plažo, zato da to mu pokažem, kako se malo jače slikce delajo. Naslednji objektiv pa je, da ne fašema polno peska v čevlje, kar je virtually impossible, glede na to, da je povsod samo omivka. Ja, v bistvu je kar mrzla.
Yeah. Par profesionalnih slik kasneje z te plaže, pa gremo še na naslednjo točko, ki je pa za slikice tudi kar banger. Da se bo vedlo, da je bil tudi Braskvat tukaj. Dobro si ustavila, stari. Bil to, da nisi tega polomega špegla odlomila. Ti si napel na kmetijo? Ja. Jaz si gremo pa pogledat eno fino kmetijo. Tule ima zihrane 50, če ne kar 100 krav. Imam po mojem 50, bo bolj točna estimacija. Pa si jo grejo malo pogledat. Ne, malo za hec, malo za res nisem pripeljal sem zaradi tega, da bi šla gledat kmetijo. Ampak Jaz sem odigrat farming simulator. zato, ker gremo v podzemlje. V smeri zahod moramo iti samo malo. Oje, nekaj mi je nazaj rekel. Šla v jamo. Zanimivo, da tule nekdo celo živi. Piše no parking in vse. Pa pol on pride sem. No drone allowed piše, a ne? Meanwhile stričko, zoom, leganje, letel netr skozi jamo z dronom. Pa sebi jaz tudi, sem ga nisem zdaj s sabo vzel, ker sem mislil, ok, sej ne smeš letati tule, a veš kaj, letališče od Malte, to še vse imajo uno specialno vojaško cono, plus posod piše, da ne smeš drona, tako da ziher je ziher. Ampak sončni zahod se bliža, golden hour je praktično že tu, tako da bi bilo za posnetke z dronom ali pa katerekoli druge posnetke for that matter najboljši čas. Seveda pa nas čaka še ena zadnja lokacija na Gozodu, preden gremo nazaj na mainland Malto, zato ker je še ena fotografska točka, ki bi jo rad sprobal. In sicer na enem hribu, kjer se potem v ozadju vidi Komino in Malta. Zato bomo mogli pa na drugo stran Gozota se pelati. Prepraviš loviva sončen zahod, sam napačen hrib so osekala. Tako je. Zdaj smo zastoj, kjer je kočija pred nama. Je rekel, da jih mora pelati na sprehod. Zdaj pa se sprehajamo po sunset klipsih na Gozotu. Videl sem na internetu nekje ful dober spot, da je tu. Sam z avtom ne prideš, ker je le kaka potka. To se moraš malo sprehoditi, ker je sprehajalska steza. Cer sonce je malo šlo, glih za te bogih par minut. Zdaj smo pa šli off-road, ne? Tak konkreten off-road. Manjše kače so na Gozotu, a dekorativne. A so slučajno kaki gadi ali pa kaj podobnega? Kakšen odraz bi znal biti? Arnold Geography, man. Arnold Geography, mislim, to je že biologija, to je že ven iz našega področja. In takole se prvi dan zaključuje vsaj na terenu, zdaj gremo pa stavimo domov. Vam bomo pa pokazala, kako naredimo ene super burgerje, ko smo jih pred denjo kupila, jaz sem že lač, ne, ful je problem, ko cel dan nič ne ješ, cel dan hodiš. Danes imamo, evo, fun fact, natančno točno 23.000 korakov. Tako da, nekaj je, zdaj pa končno jesti. Evo ga, zdaj pa gremo kuhati. Jaz sem si dal Mike Sengor, ker je najlažje. Zdaj sem ko fitness influencer, imamo sklecati, če vam bo pumpa, to je pa mislim. Hell yeah, I'm hungry. Bomo naredili reveal, ne? Odejo. To zgleda proper trgač. Dve bombetki. Zdaj pa bomo to ponvico, ko je Tom prej zažgal. Drgač ne moreš reči, da je zažgana, ker se ne opas. Zdaj pa čim bomo začeli? Z mesom, ponovo pečenjem ali kaj drugo? Jaz pravim, da damo pono na meso pa... Ali ste vedeli, da če daš meso na pono, ga moraš obrnati? Namesto da se zabavaš z obračanjem mesa, you can just flip the pan. Bogi Jerry, TikTok je dubu. Lej, kako mu je zapekel. Stari, to je pa ta balkanski work majica. Ne preporočam to. Drgač, to so res debele plesnice. Mene skrbi, da je tistih 500 kalorij, ko jih dopisal za tole, premalo, pač kar se tiče kalorijske vsebnosti. To je fake naš, za pošto, če ga vprašam. V mojih časih mi smo burgerje tako delali, da smo najprej šli ven po kravo, jo presen not. To so mi v mojih časih. To je maka, to čebula. Pražena, pač sam pa zablokirana. A je že. Da bo jedel jajčko zraven. Ja. Potem damo lepo kruhke, pečemo sirčke čez 15 stopinj. To je to, Masterchef pa Jerry, kaj se ne reči. Jerry, pa ti bi lahko delal v Hud burgerju? Kje bo? V Hud burgerju. To je vidno. Ali pa v Zmajevi.
Sam pol mislim, da se ti ne bi držal tega dnevnega vnosa kalorij. Kak je vnos kalorij? Bi ti začel delati zmajevi, bi ti tudi ratil kaj en zmaj. Preljiv, okej. Jajca se ti poknil. No, ja je puknilo, zdaj je fontana. Cav je. Ne, to je ono, to moš reči, da je to ono šefovsko, da si hotel prikazati, kako je sočen. To je vse Tako, tako. Kot rečeno, je danes velika noč in jaz sem se odločil, da pripravim malo bolj jači zajtrk, ne tisto šnutela pa kruh, ko jem vsak dan. Tako da imamo lepo kruh, trdo kuhane jajce in šunko sir. Edino dve stvari, ki sta vsaj meni tudi ful pomembni, falita, ampak jih ni nikjer zadobiti. Hren pa potica. Hrena nismo dobili nikjer, tako da ne bom kupoval za nekega ingverja ali nekaj, karkoli bilo podobno. Sem pa dobil na mesto potice tele tradicionalne malteške stikse. Gre za neke stikse s kakavom, se bom pokazal točno, za kaj se gre. In sem rekel, kaj bomo to probala na mesto potice, ker une nimajo, tako da zdaj se pa treba pripraviti. Tom se je glih zbudil, stari. Jaz sem že naredil zajtrk, bil sem na sprehodu, bil sem v trgovini, bro se zbudil. Najesti se pa treba fajn, zaradi tega, ker gremo danes ne toliko po mestu šetati, ampak gremo malo v hribe, malo na klife, malo na take naravne znamenitosti. Popoldne pa čaka tudi še malo adrenalinskih aktivnosti, za kjer bi bilo fajn biti malo fajn energized. Prispela smo na Dingley Cliffs, ki so tudi današnja prva destinacija. Sonce ga žge, jaz ne vidim enega oblačka. Te veš, da bo danes peklensko vroč dan proti 30 stopinjam, tako da začenjamo z enim sprehodom, da si pogledamo to naravno znamenitost. Upam, da bo dron tule šel leteti, ker še vedno je letališče dosti blizu in ima tu vse one cone. Probamo vseeno narediti neki banger posnetkov. Tom, a veš pregovor? Kjer? Focus, where's your focus? No focus. Tamle dol ima pa samotni otok. Tiste bi malo predal, če bi šel z dronom tja. Če koga zanima, tole je suh kaktus. A, jaz to vidim. To zgleda kot neka, ne pluta, glih, ampak tako ujerdno. To je kaktus, ki pač v lesni. Zdaj se že v dobrih 15 minut sprehajamo okoli po teh klifih. Seveda vidi se od tu ne nič, zato gremo na Dingley Cliffs Viewpoint, kjer bi se najbolj videlo, mislim, da v severno smer, kakor toliko klifov tudi spodaj. Eno, če imaš drona, pa posnameš, pa vidiš. Če pa priješ kot navaden turist z telefončkom, pa hočeš nekaj slikati, ja, tamle po Ruvni cerkvi, kjer smo prebila, ne vidiš kaj dosti. Ok, Jerry, Povej. jaz sem en izziv zate. Zdaj sem zastavljen perfektnega izziva. Seveda potem ga pridem nazaj v Slovenijo. Ok. Ti rabiš iti nekam v Sloveniji in cel vlog posneti samo z dronom pa DJI mikrofonom. To je to, torej imaš samo DJI na voljo za snemanje. Torej DJI only. Ja. Kaj pa DJI Ronin RS3? Kaj za drona gor? Ja, drona na gimbal, vse dron ima svoj gimbal. Ja, pač cel vlog mora biti z dronom posnet, lahko tu držiš dron v roki pa snemaš. A res? To ne velja, to ne velja. Ok, ne, to ne velja. Mora leteti, ker če ne ni fore. Pa da boš lažje upraviti, mi jaz posodil še svoje 3 baterije pa charger. Ok. Torej imaš 5 baterij, charger pa en dan. A je en dan? V enem dnevu moraš posneti. A je omejeno, koliko dolg mora biti vlog? Vsaj 8-10 minut, nek tasga. Ja, zbere eno zdaj, kaj zdaj, 8 ali 10? 8, če bo več, toliko boš. Ok. Torej poleti bomo šli nekam, bomo naredil sam vlog z dronom. Tako. In če ti uspe, sem ti dolžen proteinca. Oh, hell yeah, proteini! Kaj pa, če mi ne uspe, kaj bom poveste dolžen? Proteinca. Če ti pa ne uspe, boš pa mogel prehoditi 100 000 korakov. Ne, 50, 100 000 je preveč, si normalno. ajde. Ko zdaj razmišljam, da bi najraje failil ta challenge from the get-go. Jaz verjamem, da ne boš failil, ampak če boš, te z veseljem snemam, ko boš hodil 55 000 korakov. Torej boš hodil 50 000 korakov z mano?
Ne, jaz sem bil na skiroju. Un filibovski roj si boš sposodil. Ja, jaz sem že naredil 50.000 korakov in sicer v Dubaju 2023. V zadnjem času pa sem topal na 35.000. Ampak do 55 bi šlo, zakaj pa ne. Jaz sem manj kot 2 minuti nazaj tukaj letel z dronom na konkretno višji višini, kot je bil zdaj ta helikopter. Tu je treba paziti, da ni letel 30-40 metrov nad luftom. Jaz sem sicer kao omejitev 120 oziroma 100 je tu v enhanced warning zoni sam. Tole ni bilo. Od tal. Kaki nadmorske je tule dol ta 300 metrov. Sred vsega, kar neke luknje v tleh. Ok, I guess. Evo, tamle imamo tisti otoček, ki smo ga prej omenjali. Prej zgleda ful bližje, a sem videl, da sem tako višji. Kaj je zgledal ful bližje? Ful bližje je zgledal prej. Ne, prej je zgledal kar konkretno del. Ja, ne, for effect je prej zgledal ful del. Zdaj smo dosti bližje, zdaj smo na, mogoče un-earth tam dol je samo še bližje do otočka. Druga smo midva kar na enem bližjih delov, bi rekel. A gremo še telo pogledati. Tile Dingley Cliffi bolj kot kaj drugega so dejansko taka sprehajalska pot z seveda odličnim razgledom. Vse sem ga že v B-rollu kar fajn pokazal, ampak tekle dol s klifa si videti je kar banger. Zdaj pa gremo nazaj, sej pol ure v eno smer. Nazaj mogoče malo hitreje, ker nazaj nikoli toliko ne snemamo, ne slikamo. In gremo pogledati še drugo, tako res ekstremno zadevo na Malti. Naravno seveda, mislim, te kulturne smo se bolj gledali včeraj, pa mogoče še malo jutri. In zdaj ne vem, koliko si je tamli pogledal, kaj vse na Malti zanimivega obstaja, ampak nadaljujemo na eno pot na Coral Lagoon. Korale, ampak niso korale. Več boste videli kar zdaj. It's my anxiety, whoa. Whoa. Na drugo stran otoka, pa v ta Coral Lagoon, nismo prišla gledati koral. Hate to break it to Tom, ampak prišla smo pogledati en obrambni stolp, ki je tule na hribu levo od naju in sicer reče se mu The White Tower. Zraven je seveda tudi plaža in eden izmed najbližjih delov Malte k Kominotu, kamor bi se lahko potem za jet ski v teoriji tudi pelala, moramo vprašati, če bo to šlo, ampak tule je razdalja najmanjša, mislim, da samo 1,7 km cca. Tale White Tower, ki ima čist slučajno bolj kot ne ime isto kot tiste, ki sem ga v Tesaloniki oziroma Solunu snemal pred kakima 2 mesecema, je tudi na eni super lokaciji med Kominotom in Malto, kjer cel zaliv ščiti oziroma je ščitil. Zgradili so ga leta 1658. Od leta 1715 ima pa tudi svojo topniško ekipo, ko mislim, da je lahko še cel Komino streljala, tako da zadeva bila proper. Zdaj seveda je to malo zgodovinski muzej, ki pa zaradi tega, ker je danes Velika noč ni odprt, tako da smo pa išla bolj pogledati ga zaradi značaja oziroma zaradi tega, ker pač tu stoji, ne zaradi tega, kar bi bilo noter v njemu. Zdaj gremo pa še na eno boljšo točko, ki je tule čez zraven, to je bilo tako slučajno, tule pa smo nekako gremo pogledati. Samo Tom še ne ve, kaj je pa ta boljša točka, ki saj meni za posnet in za pogledati zgleda še ful boljše. Na vrhu tele spetine pa pridemo do Blue Laguna, oziroma eni mu tudi rečejo Čirkeva Eye. Ta Coral Lagoon ima povprečno globino med 3 in 8 metrov, tako da je dejansko dosti varen za skočiti noter. Seveda, če je noter še kdo, da pa te lahko zunaj pele, oziroma da te merka, pa da preveriš globino, pa tak naprej, tako da ne bi jaz tega delal. Še ena pomembna stvar, ko greš ven iz tega, seveda po stenah ne moreš plezati, edini način je, da greš skozi prehod, ki je vspodaj na odprto morje, ki pa ko tekle piha kot danes, ni glih priporočljivo zaplavati, oziroma je kar nevaren, sploh če si sam. Pa še voda ima samo 17-16 stopinj, tule net, ker je večino dneva senca, verjetno še manj, 15 plus minus. In da skočiš tule noter iz 15 metrov višine, pa te še kaj zagrabi kak krč zaradi mrzle vode, če nisi navajen, pa še morje, ja, ni to fajna kombinacija, ampak
kot sem rekel, že tomu enkrat v življenju hočem spriti nazaj. Junija, julija, ko je tule full folka skačejo noter, ne vem, celo competition imajo ali whatever. In bom enkrat prišel nazaj in skočil tule noter, ker zgleda kar vabljivo. Ampak zaradi varnosti danes ne. Če pa že ne bomo skočila v vodo, bomo pa vsaj pustila en brskovat znakec tule gor, tako da bomo vedeli, če še tole je gor, čez leto, 2, 3, ko prijem skočiti sem noter, pol veš, da je banger. Ustavili smo se še na enem zdravem kosilu, bolj natančno Cezar solati, ki pa je to hitro zmanjkalo, da ja, požrla smo v 5 sekundah, ampak je bila pa zelo dobra. Samo še počakam Toma, da prije nazaj in gremo, ne vem, še zagoniti nekje 1 uro približno, kolikor še imamo do jetskijev. Problem je samo, da jetskiji so 10 minut stran, 1 uro mora pa nekaj spraviti. Tako da bomo verjetno šla pogledati še Red Tower. In to je naš Red Tower, postavljen 1649, zdaj je pa tu sam pač kot razgledna točka. Dejansko sam stolp sploh ni toliko zanimiv, kot pa razgled na Komino in Gozo v tej smeri. Nice. Malo smo si pogledali Red Tower, ni to nekaj spet tak posebnega, za videti je fajn, škoda, ker ne moramo iti noter, za poslikati pa razen par birolcev, ni tule kaj druga. Zdaj pa gremo končno na mojo najljubšo aktivnost na vsaki takle, ni glih tropski, ampak da moraš taki mediteranski destinaciji. In to je jetskijanje. Za tiste adrenalin junkije, veste, da jetskijanje je dober. Če kdo je skeptičen, zakaj je 100-krat jetskijam, probajte. Boste videli, zakaj. Zelo enostavno. Ok, jaz sem drugače teorijo, zakaj ima Jerry tokrat jetskije. Vsi, ki ste gledali kdaj Loki serijo, kot Loki serijo. Loki? Ja. Ja. Tebe je Mobius karakter, ki ima zelo rad jetski, ampak nikoli ne gre in gre šele na konc serije, polka je že predstavljeno drugo. Jaz sem jetskijal veliko pred Lokijem. A veš, zakaj imam tokrat jetskije? Ko sem bil mali, sem skozi hotel to probati, veš, vedno smo imeli une, a veš, pedolinote, ko greš na Hrvaško na more. To smo nem skozi, ko sem bil mali, imeli. In ti si bilo fajn, veš, pri sred vode, skočiš noter, se skopaš na novo. Nikoli nisem smel na jetski. To sem bil staro 18 in sem ugotovil, da imam svobodno voljo. In smo šla s Filipom v Dubaj in smo tam pač rentali te jetskije. In je bilo absolutno banger. Moj prvi jetski experience, ko je bil v Dubaju, je bil najboljši možen. Dubaj, Marina, Sončni zahod, jetski banger. Potem sem jetskijal še na Gran Canariji, pa na Hrvaškem enkrat, tako da to je zdaj moj 4. Enako kot če bi se pelal z motorjem, sem 100-krat bolj varno. Kaj je? Nekaj fajnega? Pri limanju nalepk, takih dobrih nalepk, takih brezkot nalepk. Takih kvalitetnih, ne? Tako. Kvalitetno nalimano. Malo po stran, ampak bo v redu. Jo, pa jaz sem lepš na limu nalepke. Ta je bila pa pijana, ampak dobro. Je nekaj najboljšega, kar lahko delaš na vsakem dopustu, ko si ne morem. Voda ima sicer 17 stopinj mrzla kot pes, ampak ni boljšega, stari. Vse ne vem, kva bi povedal. Banger je bilo. Fino je bilo. Enkrat sem rekel, moramo še iti zjutri, varianta 8-9, ajš, ko je morje ko špegel gladko, da ni valov, ker vmes ne zdaj malo premetava. Ampak ni nas vrglo dol, tako da to je v redu. Zdaj pa, ena ful pomembna stvar. Najin apartma, ta hostel, hotel, cel kompleks, bi naj imel na strehi bazen. Zdaj sonce že zahaja počasi golden hour je, ampak jaz bi rekel, da gremo čim prej domov, in da spravimo, če slučajno je še tam bazen. Ker kopalke si imamo gor, sej ni važen, kopalke dejansko, v komentar napište, ali bi tudi letos, zelo v začetku junija, oziroma konc maja, re-releasali eno novo rundo kopalk, ker lanske so vse šle in jih nijemo več na zalogi. Napiši komentar, če hočeš še videti, če hočeš dobiti svoje, pa mogoče res konc maja kaj zrihtamo. Ampak zdaj bi rad jaz preveril, če je tisti bazen tam na vrhu, tako kot je na sliki, ker to je njihov selling point, njihovo najpomembnejše, zakaj izbrati naš apartma. Zato smo ga izbrala, zato ga gremo izkoristiti. Drugač, mi dva mama, kar smo ugotovila v 10. štuku, bazen. Prva dva nismo sploh pozabila, da sem jaz tole blokiral zato, ker ima rooftop bazen. Zdaj pa vidim, da ležalniki so. Sicer ni ogrevan, oziroma je malo mrzo, zdaj, ker je že tudi zunaj samo 18 stopinj, bazen ima pa pomembno tam cirka 20. Prideš tukaj gor in imaš bazen na vrh strehe,
pol pa razgled na celo Valeto, na Staro mesto in preostanek Sljeme. Stari moj, jaz zbiram super nastanitve. A ja, seveda, jutri bomo tudi se šli kopat. Zdaj je že res malo premrzlo. Ne bi se rad prehladil, vse nikaj druga. Zadnji dan pa smo priča nenavadnemu pojavu za Malto, vsaj v tem delu leta, in sicer mrzlemu vremenu, tam 15-16 stopinj samo, in pa oblačno je, nobenega sonca nikjer in celo dež ne bi bil popoldne. Verjetno je to tisto, o čemer je teta včeraj na jetskih opozorila, oziroma zakaj nam je sploh ponudila, da lahko zastonj rebukamo iz danes na včeraj. Zato, ker po takem na jetski ne bi bilo glih kaj preveč fajn. Imam pa vsaj to srečo, oziroma ja, srečo v nesreči, da sem za današnje aktivnosti v vsakem primeru planiral nekaj bolj easy, kar ni toliko odvisno od vremena, ker sodijo tudi notranje aktivnosti zraven in pa razne te znamenitosti, za kar, če sonce ne sije, je kvečjemu plus, ker se ne rabim toliko mazati sončno kremo. Prva taka destinacija za danes je Mdina City, oziroma Tiho mesto, kot mu pravijo, in do tja imamo 20-15 minut vožnje, tako da generalno gledano ima Maltežani ful neko obsesijo s konji, po mojem, zaradi tega, ker glej, čist na vsakem mestu, na vsaki taki postaji so konji oziroma kočije, s katerimi se lahko kot turist voziš. Očitno je to še neka tradicija. Medtem ko stopamo skozi glavna mestna vrata, lahko povemo par zanimivosti, in sicer, da je bila Mdina glavno mesto Malte vse od 8. stoletja pred našim štetjem pa do tam nekje srednjega veka 1500 plus minus, ko so potem to prestavili v Valeto. Zdaj pa začenja deževati. Vzdevek Tiho mesto pa je dobila dejansko od domačinov, ker je bila seveda v preteklosti glavno mesto, ogromno dogajanja, ogromno stvari. Ko pa se je to preselilo v Valeto, pa se tu ni dogajalo praktično nič več. Samo mesto, znotraj obzidja ima samo še 300 prebivalcev in zato tudi naziv Tiho mesto. Zdaj ga sicer turisti delajo bolj glasnega, ampak drugače se pa tule noter razen, kot rečeno, turističnih stvari ne dogaja kaj preveč. You look uncomfortable. Ja, zaprt sem kle zaradi tega, ker še nisem šel skačiti s pedalom. Zdaj pa dajmo se osvoboditi tega, v srednjem veku tega trika ni se poznal, ampak basically sam dvigaš vrat in greš odkaj. Kaj bo toliko težkega? Mogoče ključavnica. Zdaj pa Mdina, zaradi tega, ker je staro mesto, ni neke ful veliko mesto, zaradi česar ga tudi zelo hitro lahko prehodiš in mi da smo ga že v samo, koliko smo rali, 10-15 minut. Tako da gremo zdaj proti naslednji destinaciji, kar je glede na to, da malo pa tako rahlo škropi, tudi v redu, ker se s tem izognemo dežu. Stric je rekel, veš kaj, klinca zgleda, jaz sem usedel, pravilno. Pravijo, podarjenemu konju se ne gleda v zobe. Stric, vi si jih ne umivate. A se ta ni bil podarjen, tako da mu lahko gledaš v zobe. Stane 35 €, tako da. Ja, za nekaj, kar lahko prehodiš v 15 minutah. Ja, tourist trap. Bogati Angleži oziroma Britanci prijajo sem se voziti s konji. Fancy. Za naslednjo destinacijo smo si izbrala Shoreline Mall, ki je čisto na drugi strani otoka, ker pač tu moraš malo skakati, ne? Ampak bomo šla vmes še v en super park, ki je glih nekje na polovici poti, in sicer, ki ima neko tak pol podzemno rimsko ruševina, ali je bil tempelj, nekaj takega. Ja, to bo tudi zanimivo za vedeti. V enem parku je generalno gledano na Malti ful malo, tako da narediš take lepe parke, ki so fajn urejeni, pa imajo še kaj zgodovinskega zraven, je kar redkost. Kaj pa vidva tu noter? Ta Romeo Romanov vrt so naredili že nekaj par 100 let nazaj in si ga je zgradil ta njihov kralj ali karkoli malteški kot poletno rezidenco. Zato, ker mu je bilo dolg cajt, pa zato, ker si je lahko prvoščil. Ogromno mačke tudi tule za najditi in nekje bi mogla biti še neka taka podzemna, ne glih grobnica, ampak neki rimski ostanki, do katerih se načeloma lahko pride. Kar pa je malo škoda, zadevo trenutno restaurirajo oziroma nekaj popravljajo,
tako da se dol v grobnico, vsaj za civiliste, a ne, bolj ne da priti. Tako da lahko samo občudujemo tale vrt, ki je okoli te grobnice. Škoda, ker bi bilo fajn za videti. Taka fajn lojtra pele dol, vse kakor pravi Google Maps. Tako da očitno je to odlična priložnost, da malo svičemo in gremo iz tega starinskega dela v malo bolj moderni del. Za naslednjo aktivnost rabimo podkape, ki pa seveda glede na to, v kakem podnebju je Malta, jih je ful težko dobiti. Niti v Decathlonu jih nimajo, tako da hvala Bogu, jih na lokacijah tudi prodajo. Verjetno dražje, ampak dobro. Pa tudi vse restauracije tule za jesti so zasedene, tako da imajo vrsto pred njimi. Potem kot tele kafiči, pa neki za šejke, pa te bubble tea, to je pa vse fraj. Sam jaz nočem tega, jaz bi rekel na steak, ali pa neko pico, nekaj konkretnega. Hočeš steak, a nimaš dosti, ne smeš toliko kalorij pojesti. Ja, boljško pa da pijem neko cukrano vodo, ko ima 500 kalorij, pa nič proteinov. Malo zdrave hrane za jesti, en chicken wrap, ko imaš proteini, pa to, zdaj pa gremo na eno fajn aktivnost, ki je tamle še ne pozna. Ojoj. Se ne bo hudega. In ta mystery aktivnost so bili go-karti. Toma sem za zgolj 40 v go-kartih premagal, ampak bil je dober res, enkrat sem ga celo prehitil. Sem jaz rabil rekord semikat, ker sem se zapol. Pritisnil sem gas po bremzu in se časem po me zavrtel. I see. No, jaz to na srečo nisem rabil. Zdaj pa, ker smo z današnjimi aktivnostmi zaključila veliko prej, kot pa je bilo prvotno mišljeno, ker tam tisti Smart City pa vse v tistem predelu pri molu, tam vse zidajo, tam bo nekoč Smart City, zdaj je bolj malo Smart, zdaj je Dump City. Zato greva gledati midva gradbinca v kino, Ja. torej Working Man. Jaz še nisem gledal tega filma, pa sem rekel, dobro, Jason Statham movie, bom šel jaz to lepo doma na streamingu pogledati, ko pride ven online, ampak veš kaj, če imamo cajt za ubiti, zdaj pa ne, pa kino je tule čist blizu, gremo gledati Working Mana. Excuse me, it's not your business. I'm good, boss. In movie review, kaj bomo rekla? Working Man. Po meni je tako, v redu film za Jasona Tatuma. Jason Tatum. Statuma, whatever, glavno Jasona tega. Je klasičen Jason Statham movie, ampak za razliko od preteklih v zadnjih par letih, ki sem jih gledal, ima ta zelo dober storyline. Edino, kar me je zmotilo je, on toliko enih različnih vilenov pretepe v temle moviju in nobene hierarhije znane, ni vsi so kar neki. Je eno rusko družino, oziroma en del ruske mafije, pa še neko renomest lokalno mafijo. V glavnem, Pa še- niso fajn te relacije in pol na koncu kar nek mafic tam ostane. Problem je mogoče vsi ti moviji mislijo, zdaj bomo blockbuster hiti in si puščajo odprte stringe za to, da lahko pol delajo sequele. Zdaj pa edini problem je, da je zunaj mrzlo, ker danes res ni neki baš lep dan, drugače bi lahko današnji dan zaključila na strehi lepo v bazenu. Zdaj grem pogledat, če so zjutraj sem videl, da so pucali bazen, če so ga kaj zagreli, če so ga, zdaj je še taka ura, 6, ko bi še lahko bil odprt. Gremo pogledat, če ne, če bo pa prefejs mrzlo, da se ne bi prehladil. Bazen dela za razliko od včeraj, ampak je že robotek za pucanje, no, zdaj pa nema je robotek za pucanje tu že od zjutraj, ko sem jaz bil tukaj, ali so ga spet dali zdaj, ker je ura že 6, pa so kao že zaprli to zadevo. Sam imaš kaj problem, ker smo na vrh strehe, tudi ga piha. In takle bomo sicer na vetrovni dan tudi zaključili z temle malteškim vlogom / mini movijem. Raziskala smo praktično celo Malto in sosednje otoke, Gozo in Komino. In za en del sem vas seveda preko vloga pelal zraven. Upam, da ste uživali, če ste, stisnite like in se naročite na kanal za več takih. Seveda prečekirajte nove Travel Bra Squad majice, ki jih lahko še v tem tednu dobite z dodatnim paketom nalepk za ston. Zdaj pa seveda do naslednjega potovanja lahko komentirate, kam se naj odpravimo naslednjič. Se vidimo in uživajte. Čau!